Lepo pozdravljeni v oddaji Smo dobri gospodarji. Tokrat bomo predstavili pridobitve brežiške komunale, govorili o razmerah na trgu z elektriko, o katerih je bilo govora na srečanju GEN-I-ja, pa tudi o 6. birobonus dnevu, na katerem vzamejo podrobnogled novosti z davčnega in računovodskega področja. Novosti pa predstavljajo tudi v vinski kleti Krško in na novomeškem šolskem centru. O vsem tem v nadaljevanju, začenjamo pa v Posavju. Brežiška komunala je bila najprej občinska, nato so jo pod imenom KOP Brežice olastninili. Pred 7 leti pa je stekel postopek vnovične ustanovitve občinskega javnega podjetja za opravljanje obvezne gospodarske službe. Novo podjetje je bilo prostorsko razseljeno po mestu in komaj v teh dneh so se združili v lastni upravni stavbi. Nahaja se poleg kompleksa Integral Brebusovih tehničnih pregledov. Do sedaj smo se nahajali kar na 5 različnih lokacijah, tako da v bistvu delo ni potekalo čisto optimalno, ne bom rekla. Veliko je bilo telefonov, veliko je bilo vožnje, organizacija je bila zahtevnejša, tako da smo se odločili, da gremo v to novo investicijo. Naši nadzorniki so to investicijo potrdili, občinski svet, za kar se jim zahvaljujemo. Vredna je bila 500 000 evrov. In sedaj imamo tukaj nove poslovne prostore, tukaj so naše nove pisarne in tam zadaj pa še se pravi prostori za naše zaposlene, za delavce, skladišče, sejna soba bo tam. Tako da se te selitve vsi zelo veselimo, ker bo delo potekalo bistveno bolj učinkovito. Pot nove komunale so tlakovali iz majhne pisarne na podstrešju občinske stavbe. Za rast podjetja, ki upravlja 7 javnimi vodovodnimi sistemi z večstanovanjskimi objekti, zbirnim centrom za odpadke Boršt, s pokopališčem in tržnico, je nujno, da zaposlenim zagotovi ustrezne poslovne prostore. Tudi v občinski stavbi na podstrešju ni več bilo dosti prostora. Vemo, da se storitve komunale močno širijo, tudi zahteve tako države kot tudi direktive nas silijo vse v nove programe in zato je tudi prav, da tudi komunala dobi primerne prostore, ki bojo primerne tako za zaposlene, kot tudi za obiskovalce in pa naše občane, ko bojo prišli ali po informacije ali po kaj drugega na komunalo. Podjetje je znano po inovativnih projektih na področju varovanja okolja. Najbolj vidni so rezultati pri zbiranju odpadkov. Zberemo kar okoli 60%, se pravi ločenih odpadkov. V bistvu naredimo kar dosti za to, ne. Mi kot komunala pač se zavedamo, da ni naša naloga samo, da pripeljemo vodo do pip, pa da greznice odpeljemo, ampak tudi to, da ozaveščamo naše uporabnike, še posebej tiste najmanjše. In v bistvu je to rezultat tega ozaveščanja. In s tem bomo nadaljevali seveda tudi v prihodnje, ker je to eno tako zelo pomembno naše poslanstvo. Kljub nekaterim javnim dvomom pred 7 leti o upravičenosti izločitve komunalne službe iz KOP-a, so zdaj po 6 letih delovanja nove komunale kritike redke. Jaz moram reči, da samo podjetje komunala je izjemno dobro sprejeto med občani in zelo veliko je pohval. Res pa je, da žal v Brežicah še vedno določena politika bivšega KOP-a se ni čisto potolažila, pa mogoče ne toliko samo lastnik podjetja, ampak bolj določeni ljudje, ki so politično vezani na bivše podjetje in zato tudi velikokrat prihajajo razne anonimke in pa spotike. Smo relativno mlado podjetje, ki je veliko doseglo. Zaposlenih imamo trenutno 92 ljudi. Imamo pa na letni ravni, smo letos prvič presegli 6 milijonov evrov prihodka. S KOP-om občina dobro sodeluje na področju obnove in vzdrževanja cest, je povedal župan. Za storitve iz obveznih gospodarskih služb pa je najboljša rešitev javno podjetje, je dodal. In najboljša pohvala javnega podjetja je to, da je občina Brežice lepo urejena, da je občina Brežice tudi po cenah zelo konkurenčna proti ostalim tudi občinam, čeprav seveda velikokrat tudi želijo zmanipulirati primerjavo, kakšne cene so bile pred 10 letami. Pred 10 letami so bile drugačne storitve, je bil drugačen davek, so bile drugačne takse. Definitivno ključno je, da imamo lepo urejene stvari in pa da so cene konkurenčne in pa primerljive z drugimi podjetji in pa komunalami in to je tudi namen.
Ljudje se včasih premalo zavedajo pomena komunalne službe, ki ne bi smela imeti manjše teže od zdravstva in šolstva. Gre namreč za varovanje življenjskega okoliša skupnosti, poudarja Novoselčeva. Na 9. srečanju proizvajalcev električne energije iz obnovljivih virov, ki ga v Krškem letno pripravijo v GEN-I-ju, so največ pozornosti namenili negotovim razmeram na električnem trgu. Govorili pa so tudi o spremenjenih pravilih pri prodaji elektrike in predstavitvi naprednih storitev. Razpršena proizvodnja iz obnovljivih virov, fleksibilnost na strani odjema in elektromobilnost so vroče teme v energetiki, ki bodo krojile prihodnost v svetu. GEN-I je po besedah predsednika uprave nanje odlično pripravljen. Imamo 3 projekte, eden od njih to je GEN-I Sonce, to je postavitev razpršenih sončnih elektrarn po Sloveniji. Zgradili smo že skoraj 700 sončnih elektrarn za slovenske domove. Poleg tega smo danes predstavili naše dosežke na projektu Future Flow, to je projekt tako imenovane fleksibilnosti odjema, kjer vključujemo male, na eni strani porabnike, na drugi strani proizvajalce v zagotavljanje tako imenovanih sistemskih storitev na strani operaterjev, kaj to pomeni, da se tudi vsi ostali, ne samo velike elektrarne, začnejo ukvarjati z upravljanjem sistemov. In kot zanimivost, 54 megavatov, to je za en velik blok, recimo plinski blok, naprimer v Brestanici, se je v tem času, v zadnjih 3 letih, nabralo virov za sistemske rezerve, ki so bistveno bolj fleksibilni od kateregakoli fosilnega bloka in praktično brez investicije, ker samo z uporabo pameti uporabljamo že obstoječe naprave. V razmah elektromobilnosti eni danes še ne verjamejo, a je dejstvo, napoveduje Golob. Nekateri bomo v to vstopili kot navdušenci, nekateri pa zato, ker se jim enostavno ne bo več splačalo se voziti s fosilnimi avtomobili. Samo vprašanje časa je, kdaj bomo tudi v Sloveniji imeli 100 000 ali več električnih avtomobilov in ravno to je tisto, kar smo danes demonstrirali. Demonstrirali smo, kako obvladovati tako velik park električnih vozil, brez da je to motnja v elektroenergetskem sistemu. Imamo vse znanje, da lahko to dosežemo. Prav na naši lokaciji, na lokaciji GEN-a, na parkirišču zunaj smo postavili prvo množično polnilnico v Sloveniji in jo nameravamo izkoriščati z namenom demonstracije, kako lahko uporaba pameti pomaga pri odpravljanju teh mitov o tem, kako je elektromobilnost lahko za sistem nevarna. V resnici ni, če bomo pametni. Ob napovedani energetski revoluciji cene niso več prednostna tema na takšnih srečanjih. Veleprodajni trgi, to so evropski trgi, tle je prišlo do dviga cen približno 60-70% v zadnjih letu pa pol in so trendi navzgor, pri čemer pa zaradi ohlajanja svetovnega gospodarstva, ki se pravkar nekako nakazuje in to se najbolj vidi skozi ceno globalnih energentov, to so pa nafta, premog in plin, lahko pričakujemo manjšo korekcijo tudi navzdol. Se pravi, to, da je prišlo do 70% dviga cen električne energije v letu pa pol, ne pomeni, da bo prišlo do enakega trenda rasti tudi v bodoče. Zato danes napovedovati, da je ta dvig trajen, da je ta dvig nekaj, kar moramo preliti na položnice tudi gospodinjstev, je preuranjeno. In zaradi tega tudi GEN-I tega ni naredil. Kako pa kaže s porabo elektrike doma in v svetu v prihodnje? Poraba električne energije bo samo še naraščala. To ni sporno. Prvič zaradi tega, ker gospodarska rast je še vedno prisotna in tudi bo, in drugič zaradi tega, ker bo elektromobilnost ravno tako iz fosilnih prešla na elektriko in temu primerno bojo potrebe se dvigalne. Seveda potrebujemo proizvodnjo, ampak na noben način ne potrebujemo proizvodnje, ki temelji na fosilnih gorivih. Tisto, kar Slovenija potrebuje več obnovljivih virov energije in potrebuje več nizkoogljične proizvodnje. In to je to, kar bo prihodnost pokazala, pa ne zato, ker to jaz pravim, ampak zaradi tega, ker druge rešitve sploh ne bo. Do leta 2030 bodo fosilna goriva v celoti izločena iz evropske družbe na vseh segmentih, je prepričan Golob. Ali bomo na to pripravljeni in bomo pred tem prednjačili, ali bomo po stari navadi Slovenije bili zadnji, to bo pokazal čas. GEN-I si prizadeva, da bomo prvi, ne da bomo zadnji. Kljub morebitnim predstavam laične javnosti, da naše elektrarne proizvedajo dovolj elektrike, je Slovenija neto uvoznica. Ta neto uvoz, odvisno od hidrologije, niha nekje med 10 in 20% celotne porabe, torej že danes bi bilo koristno, ko bi lahko imeli dodatne vire.
Problem se pojavi, ker pri dodatnih virih, ker sem pač rekel, da moramo izločiti fosilna goriva, smo obsojeni na obnovljive vire, kjer smo precej počasni in zelo zaostajamo za vsemi načrti, ki smo jih obljubili tudi Evropski uniji, in pa nizkoogljičnimi viri, kot je jedrska energija. V naslednjih 10 letih bo nedvomno treba zagraditi nov jedrski blok, meni Golob. Jedrska energija ima samo en faler in to je, da pride trenutno, v sedanjih generacijah pride v zelo velikih enotah, kar pomeni, da je treba z tega vidika čakati, da bo manjko bistveno večji, da bi se lahko umestila nova. Ko bo prišlo do 4. generacije, ki ne bi omogočila manjše enote in modularnost tudi jedrskih tehnologij, takrat se odpre popolnoma nova dinamika načrtovanja teh virov. Zato seveda je potrebno načrtovati relativno hitreje odločanje na tem področju, da bomo lahko seveda pravočasno zagotovili zanesljivo oskrbo. Slovenija z 20% uvozom električne energije je preveč uvozno odvisna, da bi lahko dolgoročno na tak način zagotovili našim odjemalcem, gospodarstvu in gospodinjstvu zanesljivo oskrbo. Zato seveda jedrska bo imela svoje perspektive. Prav gotovo pa bo to seveda najnovejši reaktor z najnovejšimi, bom rekel, varnostnimi sistemi, s pasivno varnostjo generacije 4. Njihovi današnji projekti ta standard že upoštevajo. Seveda ne govorimo o small and medium reactors, ampak govorimo o komercialnih reaktorjih, ne o vojaških, ne o tistih za Sibirijo, ampak o tistih, ki se delajo danes po svetu in predstavljajo komercialno obratovanje in predstavljajo zanesljivo oskrbo seveda v državah, kot je seveda Rusija, Kitajska, Združene države, Kanada. Danes bi v Sloveniji potrebovali 1 teravatno uro energije iz novih virov. 1 teravatna ura je toliko, kolikor če večino slovenskih streh na individualnih hišah opremimo s sončnimi elektrarnami, pridemo šele do 1 teravatne ure. Če zgradimo celo srednjo Savo, teh 5 ali 3 ali 5, bomo dobili mogoče polovico od tega. Se pravi, v resnici nimamo prav toliko obnovljivih virov, kot zdaj izgleda. Pa še tisto, kar imamo, smo izjemno počasni pri izkoriščanju. Gen je pomemben naložbenik v zeleno in jedrsko energijo. Zdaj se pripravljajo na gradnjo mokriške elektrarne, spomladi so dokončali nov plinski blok v Brestanici, krško nuklearko pa so s stalnimi posodabljanji uvrstili na seznam najvarnejših jedrskih elektrarn v svetu. Nadaljujemo na Dolenjskem. 6. birobonus dan na Otočcu so letos vnovič namenili brezplačnim računovodskim in davčnim nasvetom. Tako so računovodski delavci, podjetniki in poslovni partnerji birobonusa, ki se jih vsako leto zbere približno 200, najprej pregledali novosti v letošnjem letu in kaj se jim obeta v letu 2019. Nato pa so prisluhnili še drugim aktualnim temam z računovodskega in davčnega področja. Že 6 let v birobonusu pripravijo poseben dan, ko z udeleženci izmenjajo podjetniške, računovodske, kadrovske in davčne informacije ter se predstavijo kot podjetje. Letos smo nekako zastavili v 2 smerih. Ena smer je mednarodno poslovanje, kajti Slovenija kot majhen gospodarski prostor je zelo mednarodno povezana, tako da en sklop tem, se pravi napotitve delavcev, mednarodno upravljanje transakcij in pač podobne stvari. Poleg predstavitve sodobnega načina poslovanja in računovodstva je tema stalnice zadnjih let digitalizacija pisarn, elektronsko izdajanje računov in podobno. Potrebna so dodatne izobraževanje tako računovodskih delavcev, kakor tudi v sodelovanju s strankami. Digitalizacija nas postavlja na nek način v skupni imenovalec s strankami, ker se pač poslovni dogodki zajemajo na mestu nastanka, ker se pač fakture in ostali poslovni dokumenti zajemajo samo enkrat. To pomeni, da pravzaprav moramo sodelovati, da moramo izobraževati in nas, se pravi računovodje na eni strani, kot tudi naše stranke, poslovne partnerje, tako da skupaj potem dejansko dosežemo napredek in pa racionalizacijo poslovanja. Udeleženci so sicer prisluhnili tudi temam, kot so posebnosti pri obračunavanju davka pri transakcijah v tujini, enostavno izdajanje računov in upravljanje dokumentov v podjetjih. Birobonus kot računovodstvo se je večkrat izkazalo, da imajo in strokovno znanje, novo znanje, da nam vedno lahko svetuje z novimi izzivi, tako da tudi verjamem v to, da bomo danes dobili nujne informacije. Že prvo leto sem dobil ogromno zanimivih informacij, torej lansko leto je bila ta davčna reforma,
in dejansko so potem z biro bonusa nam dali informacije, ki jih potrebujemo. Letos pa je vsekako bila najbolj pereča tema GDPR. Mi smo računalniško podjetje, tako da imamo ogromno stran, ki pridobivajo in obdelujejo podatke, kar ravno najbolj pada v ta GDPR. Varstvo osebnih podatkov je sicer zanimiva tema tako za podjetja kot posameznike. Na biro bonus dnevu sem prvič. Lejte, znanje je tisto, ki odpira vrata v svet. In tega se očitno zavedajo tudi v biro bonusu, ker organizirajo že kar 6. dan. In danes pričakujem, da v programu piše, da nas bodo seznanili z novostmi na računovodskem in davčnem področju. Po drugi strani je pa ta konferenca brezplačna. Brezplačno podajo svoje znanje, brezplačno je na voljo gradivo. Tega skoraj več ni. In zaradi tega tu se v bistvu odraža družbena odgovornost biro bonusa. Emil Vetoraci iz podjetja Xenon Forte je ob tej priložnosti predstavil optimizacijo tiskanja in upravljanja z dokumenti. Danes grejo stvari iz tiskanja, iz elektronskih v papirnate dokumente in obratno smer, ki je še bolj pomembno, kako spraviti vse papirnate dokumente nazaj v elektronsko obliko. Vedno je dobro na področju, ki ga nekdo predstavlja, zvedeti vse, kaj je novo, tako da mi tudi z računovodstvom biro bonus sodelujemo in nam vedno postrežejo z novostmi, svežimi novicami glede zakonodaje, prilagoditev, tako da je zelo fino z njimi sodelovati. Na srečanju so se dotaknili še ene aktualne teme – kriptovalut. Slovenija kot majhen gospodarski prostor sicer od računovodij in davčnih svetovalcev zahteva, da so vključeni v mednarodne standarde, direktive in uredbe, ki pri nas veljajo oziroma se prenašajo v slovensko zakonodajo. Čeprav je tukaj res ogromno različnih poslovnih dogodkov, ogromno različnih transakcij, kar zahteva od računovodij neprestano izobraževanje, izmenjavo izkušenj, sodnih praks in podobno. Ker je letos dvojno volilno leto, večjih novosti na davčnem področju z izjemo prilagajanja evropskim direktivam ni bilo, se pa prav gotovo obetajo v prihodnjem letu, dodaja Tom Cmuceva. Sedaj pa v Novo mesto na področje izobraževanja v novomeškem šolskem centru dvakrat letno odprejo vrata bodočim dijakom in študentom. Še pred februarskimi informativnimi dnevi jim tako na zanimiv način predstavijo vse programe, ki jih izvajajo. Poglejmo utrip iz športne dvorane Leona Štukla. Vse programe na srednji stopnji osnovnošolcem praktično prikažejo zdajšnji dijaki in dijakinje, kar je še posebej zanimivo. Gre za to, da dijaki, profesori in tudi vsi ostali predstavimo izobraževalne programe, pogoje dela in da na ta način spoznajo, kjer se bodo tudi v bodoče izobraževali. Naša športna dvorana Leona Štukle je tokrat spremenjena v eno veliko učilnico predstavitve poklicev, tako da tukaj predstavljamo 35 različnih srednješolskih programov in 7 programov višjih strokovnih šol ter vrsto programov za izobraževanje odraslih. Med dijaki, ki so mlajšim vrstnikom priporočali vpis na strojno šolo, je bil tudi Šentjernejčan Sandi Mikec. Načeloma sem zelo zadovoljen, ker vsi predmeti se med seboj povezujejo in na koncu lahko neko celoto odnesemo od tega, se pravi, pri strojništvu računamo ležaje, pri ostalih predmetih se recimo nariše, je skica, pri nekaterih predmetih lahko dejansko izdelamo ležaj, pri nekaterih pa samo izberemo material in celota je pač neki izdelek. Na ogled je bila celotna srednješolska in študijska ponudba šolskega centra za leto 2019-2020. Med drugimi programi zdravstvene, kemijske, kozmetične in farmacevtske smeri. Na naši šoli izobražujemo kar za 6 različnih programov, poleg že teh omenjenih tudi še program bolničar-negovalec in pa zdravstvena nega PTI, tako imenovan 3+2 program. Kakšen je odziv? Danes smo zelo zadovoljni z letošnjim obiskom, kar nekaj osnovnih šol se je odzvalo skupinsko, tudi še individualni obiski so poleg tega, tako da pričakujemo, da bomo imeli tudi dober vpis. Mlade šolajo za poklice za človeka, je pojasnila Papeževa. Torej smo naravnani na storitvene dejavnosti
tako z področja zdravstva, kamor vabimo k vpisu vse zainteresirane, ki radi delajo z ljudmi, ki imajo skrb za nego bolnih, pomoči potrebnih. Vabimo tudi k vpisu za tiste, ki imajo odnos do lepote, to je seveda kozmetični tehnik, kjer se srečajo tako z manikuro, pedikuro in drugimi postopki, kako polepšati človeka in ga ohraniti čim dlje mladega. So pa njihovi programi zanimivi tudi za tiste, ki radi delajo v laboratoriju in raziskujejo, zato se odločajo za kemijo ali farmacijo. Papeževa pravi, da so vsi njihovi poklici zaposljivi, temu primeren je tudi vpis. Enako velja za strojno šolo. Vpis nas zdaj res ne skrbi, saj je konjunktura, gospodarstvo raste, vsi potrebujejo delovno silo, potrebujejo kvalificirano delovno silo, takšno, ki nekaj zna, ki nekaj zmore, in mislim, da na šolskem centru imamo vse potrebno, da takšne kadre lahko izobrazimo. Tudi za lesarske poklice v zadnjih letih vlada precejšnje zanimanje. Res me zanima, odločil sem se 3-letno, ker imaš veliko prakse, ne? In potem, ko greš v +2, se dodatno naučimo še rezbarjenja, ne? Naprimer, če greš na 4-letno, nimaš rezbarjenja, se to narediš na faksu, ne? S programom je zadovoljen. Dal mi je veliko teh praktičnega znanja, ne? Praktično-teoretičnega, malo manj, ampak itak si šel na 3-letno, dobim veliko praktičnega znanja. Tega pa bodo potrebovala tudi dekleta, ki bodo nekoč delala v vrtcu. Rada imam otroke, pa v družini imam veliko malih otrok. Pa ne vem, všeč so mi. Kaj pa sam program, ti je tudi všeč? Ja, sicer je dosti zahteven, ampak je veliko tega, da se učimo o otrocih in mi je pa to bolj zanimivo. Ja, imamo veliko igrc, pa veliko se učimo igrati z otroci in teh, ja. Osnovnošolci z vseh koncev Slovenije so z zanimanjem spremljali predstavitve. Tukaj me najbolj zanima računalništvo. Jaz sem tukaj tudi malo že gledal, kako je tu, pa ja, je kar zanimivo bilo. Ogledal sem si v bistvu že vse, pa se mi najbolj zanimivo zdi tam dol, redna strojna šola. Strojništvo te zanima? Ja. Zakaj recimo ravno strojništvo? Ker mi je zanimivo, kak motor deluje pa to. In kako se staviš kaj tazga z motorji. Kaj pa tebe najbolj zanima? Zdravstvo in kemija, bolničar. To ti je zanimiv poklic? Ja. Pa si ogledal predstavitev? Tudi ja. Še sem si pogledala šole, zanima me najbolj kozmetična, sicer pa še zdravstvena pa kemijska. Mladi se lahko vpišejo v srednjo strojno, elektro, gradbeno, lesarsko, zdravstveno ali kemijsko šolo in tehniško gimnazijo. Letos predstavljamo posebej področje, ki ga poudarjamo, je področje elektronike, računalništva in novega programa mehatronike, ki ga želimo na šolskem centru še posebej razviti v naslednjih letih kot izobraževalni steber, tako na področju srednjega izobraževanja, tehnik mehatronike, kot tudi na višji šoli za inženirja mehatronike. Predstavili so tudi razširjeni vajeniški sistem izobraževanja. Sedaj imamo na šolskem centru to obliko izobraževanja za 3 poklice, to je mizar, orodjar in strojni mehanik. V bodoče pa predvidevamo to področje razširiti še na področje gradbeništva, elektrostroke in mehatronike. Vajeniški sistem zaenkrat deluje dobro, pravi David, saj imajo zapolnjena vsa mesta. Mislimo, da se bo ta oblika širila, predvsem tukaj je potrebno vzpostaviti pogoje pri delodajalcih in podjetjih, ki morajo zagotoviti praktično usposabljanje. To je 50% izobraževalnega programa in seveda zato morajo biti pogoji, morajo biti mentorji. Davida veseli, da se obrestuje njihov trud, ki so ga v zadnjih letih vložili v spodbujanje zanimanja in vpisov v deficitarne poklice. Gospodarstvo v regiji je namreč zelo razvito in potrebuje takšne kadre.
Kmečka zadruga Krško, v sklopu katere deluje vinska klet Krško, letos obeležuje 90-letnico delovanja. Med letošnjim Martinovim so v kleti predstavili dve novosti na osnovi penečega vina in naravni grozdni sok iz žametovke. Nove pristope v tehnologiji predelave bo v Krški kleti odslej udejanjal novi enolog Jure Grubar, ki je nadomestil dolgoletnega tehnologa, zdaj upokojenega Rudija Kosa. Direktor Janez Živič je med drugim izpostavil, da klet Krško gradi na tradiciji, večletnih izkušnjah, dobremu poznavanju dolenjskih značilnosti in sodobni tehnologiji. To ji zagotavlja, da je danes na trgu viden igralec pri ponudbi zelo kakovostnih vin in hkrati vodilni proizvajalec cvička PTP. Vendar časi se spreminjajo. V času trgatev oziroma pred trgatev se je upokojil tudi naš dolgoletni enolog Rudi Kos in prišel je Jure Grubar z mlajše generacije enologov, ki mogoče razmišlja tudi z druge strani. V letu, ko obeležujejo častitljiv jubilej 90-letnico delovanja in glede na razmere na trgu, ko se značilnosti spreminjajo v odvisnosti od mode in smernic, so presodili, da je treba odpreti še eno tržno nišo. Vino namreč ne potrebuje revolucije, ampak evolucijo, torej razvoj. Z načrtovanimi spremembami ne bodo spreminjali tradicije, še manj pa istovetnosti svojih vin, je na predstavitvi novosti poudaril dolgoletni direktor Vinske družbe Slovenije Dušan Brejc. Novosti so med drugim tudi sok iz grozdja, 100% bistri sok. Tudi tu iščemo novo nišo tržno, predvsem v kombinaciji s kulinariko. Danes smo poskusili tudi koktajl. Različne kombinacije so možne, seveda tudi v osnovi ponujen kot sok, možnost mešanja z vodo, ker je sladkorna stopnja kar visoka. Je pa to iz žametne črnine, ki je najbolj zastopana sorta na Dolenjskem in spet možnost dodatnega trženja, kajti grozdja je dovolj in zato smo se odločili tudi za tak sok. Ne bo pa ostalo zgolj pri tem, dodaja direktor in razkrije naslednji korak, ki se bo zgodil kmalu. Nekje konec novembra, kjer bomo iz mladega vina, tudi sorte žametne črnine, ki je primerna za destilat, predvsem zaradi nižjega pH in pa nižjega etanola. Planiramo zdestilirati približno 50.000 litrov mladega vina, ki je bilo posebej pripravljeno za ta postopek in to bo zorenje v lesenih sodih 3 do 5 let in potem bomo se odločili, kako naprej. Stare zaloge vina so v Krški kleti uspešno prodali. Ob letošnji trgatvi pa so se vnovič soočili z viškom grozdja, ki ga lahko prodajo na domačem trgu. Tako da iščemo variante, kako razbremeniti slovensko tržišče. Sicer pa je bila lepa trgatev, mogoče malo manj sladkorja kot v preteklih 2 letih, vendar vina bojo pa sadna, aromatična, sveža, tako da nekje pred novim letom bomo pričeli stekleničenjem tudi novega vina. Žal pa v vinarski panogi vlada kaos, to se najbolj odraža pri cenovni politiki, kar je velika težava, še opozarja Živič. Ni neke organiziranosti in potem prihaja do dampinških cen, ki jih lahko spremljamo po katalogih. Seveda to je pritisk tudi na večje kleti, organizirane predelovalce, ker je pa pač kot podjetje smo organizirani, združujemo 220 članov, preko tega naši člani seveda plačujejo vse prispevke in pa seveda tudi DDV, ki ga pa v nekem primeru vinogradnika ni potrebno. To je sicer vse legalno, ampak dejansko bi, mislim, da mogli za naš pogoje delovanja na tržišču in tisti, ki prideluje grozdje, ga maksimalno razbremeniti. Tisti, ki pa se ukvarjajo s prodajo vina, pa je to že tržna dejavnost in smo mnenja, da bi to mogli biti kot podjetje organizirano. Tako da jaz upam, da bo do tega prišlo, kajti v nasprotnem primeru bo za vinsko branžo slabo, ker neorganiziranost se izkazuje potem na teh nizkih cenah. Odslej je v Krški kleti razširjena paleta penečih se vin. Novosti sta Princess in Red Baron. Ti naj bi zadovoljili milenijsko generacijo, ki išče nove okuse. Opažamo, da mogoče kar velik del pivcev ni več tako tradicionalnih, kot so bili včasih, spremljajo novosti in zato pričakujem, da se bo to kar relativno hitro usedlo in da bomo prepričali naše pivce tudi na
Novosti, ki so zmeraj dobrodošle, seveda ne trajajo običajno tudi dolgo, tako da je treba vedno razmišljati o novih proizvodih. Zdaj pri vinu je zgodba taka, da je prav, da vsaka generacija pusti svoj vtis, vpliv v določenem slogu vina in tudi naša generacija je sedaj nastopila na svojem področju. Potrošnik, pivec danes se spreminja, je zelo občutljiv, razgledan, ve, kaj je kakovostno vino, tako da se je potrebno temu tudi prilagajati. Glede nadaljne širitve palete vin in ponudbe pa? Osnovna filozofija je taka, da cviček je bil in bo naš paradni konj. Tudi moje osebno prizadevanje stremi k temu. Kot sem že prej omenil, vsaka generacija je tudi cvičku dala nekaj in tudi naša ga bo morala, da se bomo prilagodili, da ga bomo posodobili, da ga bo sprejel slovenski in mogoče celo tuji potrošnik. Ravno tako pa pri ostalih vinih in pri ostalih produktih. Vidimo, kot smo danes gledali na predstavitvi, širimo določeno paleto, brezalkoholnih, višjealkoholnih pijač, predvsem peninskega programa, določenih belih sort, zvrsti in tako naprej. Peninski program postaja vse bolj zanimiv in zakaj je tako? Dolenjska že sama po sebi je zelo naklonjena osnovam za peneča vina, za penine. Mogoče do sedaj nismo tega znali tako izkoristiti, kot bi lahko, ampak pravim, da nikoli ni prepozno. Sedaj smo tukaj, imamo že nekaj pripravljenih osnov, ne samo mi, tudi naši kolegi iz branže, tako da kolektiven nastop bo potreben in nedvomno se bo tukaj pokazala ta kvaliteta penečega programa z Dolenjske. Pivci ta čas iščejo sveža vina, nekoliko bolj aromatična z nižjimi alkoholi. Predstavitev je sicer lepo dopolnila in popestrila ekipa gostilne Kunst, ki je poskrbela, da je imel vsak kozarec vina ustrezno kulinarično spremljavo. To je bilo vse, kar smo pripravili v tokratni oddaji z gospodarskimi vsebinami. Če ste nas zamudili, se lahko prispevkov gledate na naši spletni strani www.vaskanal.com, arhiv oddaj Smo dobri gospodarji. Lep večer vam želimo in nasnidenje čez teden dni. Srečno!